Gospod Čogan, se je Zagorje kaj spremenilo od 9. avgusta leta 2025? Ja, kdo želi videti, lahko vidi velike spremembe. Celotni mandat je občino popolnoma spremenil v korist občank in občanov. Če pogledamo samo sanacija plazu, ena izmed največjih investicij, kjer rešujemo več kot 15 objektov, seveda pa tudi s tem projektom sanacije Pečarjeve in celotnega pobočja nad avtobusno postajo tudi ščitimo komunalno državno infrastrukturo, kar se tiče vodotoka in pa ostale infrastrukturne objekte. Mogoče se že malo več nazaj od enega leta, nova kolesarka, cesta skozi Kisovec, nova železniška postaja, sedaj je rondo pri čistilni napravi, sanacija mostu. Potem kupili smo pred 2 letoma tudi od Športne unije objekt Partizana, vključno z igriščem, ki so ga prodajali in s tem tudi pridobili sredstva evropska za preplet. Seveda tukaj mi zgolj ustvarjamo pogoje kot lokalna skupnost, gre za 1 milijon evrov investicije iz dogovora za razvoj regij, 2 milijona iz pravičnega prehoda. Predvsem to zagotavljamo stroki, učiteljicam in učiteljem in tako osnovnim in srednjim šolam, tako da je v zaključni fazi obnova Partizana. Tako kdor želi videti, vidi spremembo, kdor pa je ne vidi in je bolj kritičen, je pa seveda bolj njegov problem kot pa moj. Seveda pa tukaj gre zahvala celotni moji ekipi, občankam in občanov, ker en sam vemo, da ne more biti uspešen in vedno sem gradil zgodbo na ekipi, na celotni zagorski družini in pa tudi v prihodnje župana kot občinski svet čakajo projekti, ki bodo še spremenili. Obžalujem, da nisem uspel v tem mandatu, seveda ne po naši krivdi, ki smo se pripravili pričeti z izgradnjo kolesarske steze od glasbene šole do ribiškega doma oziroma proti Ravenski vasi, kjer smo že izbrali izvajalca na podlagi javnega razpisa, potem tudi nadgradnja Evroparka, kjer je prav tako v okviru dogovora za razvoj regij, v okviru zasavske regije, ampak vemo, da je Slovenija med najslabšimi v Evropski uniji pri koriščenju evropskih sredstev. Mi smo od tega odvisni, te obljube z moje strani, naše strani so bile, ampak sigurno bo v letošnjem letu prišlo do pričetka izgradnje, sigurno pa najkasneje v prvem kvartalu leta 2027. Ste zadovoljni z razvojem tudi podeželja? Kaj vlagate na podeželje v zagorski občini, v podeželske krajevne skupnosti? Jaz sem zelo ponosen na predsednice in predsednike krajevnih skupnosti, ker imamo pravne osebe, članice in člani krajevnih svetov, brez njih, ki nosijo veliko odgovornost, breme, tudi ne bi bilo razvoja teh krajevnih skupnosti. Ravno smo v obdobju, ko izbiramo izvajalca iz naslova modernizacije lokalnih in krajevnih cest, ki jih uskladimo s predsedniki krajevnih skupnosti v višini okrog 700 000 evrov. Seveda pa tukaj moramo reči, da ni samo ta del proračuna, je sigurno tudi sanacija teh plazov, tako je tudi v Padežu oziroma Šklendrovcu, potem Razpotje, mi imenujemo tudi to cesto Smrtnica oziroma navezava Šentlamperta-Tirne proti Savi in tukaj govorimo o večmilijonskih investicijah. Seveda gre za manjšo skupino ljudi, ki jih večja to ne vidi, ampak
Pomembno je, da tudi na tem področju skrbimo za razvoj podeželja in s tem tudi razvijamo celotno občino. Seveda kritike so takšne ali drugačne, ampak na koncu seveda kot župan želim, da se celotna lokalna skupnost razvija in mislim, da nam to kar uspeva. Seveda se moramo pa zavedati, da smo ustanovitelji tako vseh osnovnih šol, zdravstvenega doma, vrtca. Pri vrtcu lahko rečem, da dvakrat v tem mandatu nismo podražili ravno na račun draginje v občini. Govorimo o sociali, tudi lahko rečem najcenejše ogrevanje v slovenskem prostoru. Skratka, želimo tudi na tem področju sociale nekaj poskrbeti, da ne govorimo o ostalih socialnih transferih. Tako da so nekatere stvari, ki niso tako vidne, ampak so bolj vezane na vse generacije v naši občini. Tako da to leto ocenjujem sigurno enega izmed najuspešnejših in označujem občino Zagorje kot evropsko blagovno znamko. Seveda pa iz naslova mojih občank in občanov, brez katerih pa seveda se ne bi mogel tako hvaliti, kot se hvalim. Kakšne naložbe čakajo občino? Kaj načrtujete? Mi smo se prijavili na razpis v okviru Ministrstva za šolstvo, kjer smo dobili 2 projekta odobrena. Vemo, da je prostorska stiska v osnovni šoli dr. Slavka Gruma, kjer smo ogromno že vložili v preteklosti, številka se povečuje. Tukaj so tudi naši otroci, tako iz Hrastnika kot iz Trbovlj, največjih je iz Zagorja. Tako da nas čaka reševanje te prostorske problematike, potem končno osnovna šola tudi Toneta Polkrogarja, kjer smo jih že večkrat predstavili, ampak vedno zaradi obljub, ki so bile na koncu realizirane iz nacionalnega nivoja, tako da je ta projekt. Ko pa govorim pozitivno o teh 2 projektih, mi smo sklep dobili v letošnjem letu, zgolj povračilo DDV-ja na cene vezane pred 6 meseci. Vemo, da cene gredo v nebo, vprašanje, če bomo dobili povračilo samo iz naslova DDV-ja, mislim, da bo manjši ta delež s strani države in upam, da bo prišlo do kakšnih sprememb. Govorimo pa o skupni vrednosti obeh investicij okrog 10 milijonov evrov, to je skoraj celotni občinski proračun, brez tega, da je okrog 35% za investicije, ostalo so zakonsko vezane obveznosti. V naslednjem mandatu, kot sem že omenil, kolesarka in pa Europark. Smo pa tudi v zaključni fazi, lahko rečem, odprave največje cestne sramote infrastrukture, je pa cesta 9. avgusta, kjer smo v zaključni fazi. Seveda soočamo se s problemom, ker nekdo ne želi prodati določenega objekta, ker bi zagotavljal varnost na celotnem tem predelu, do razlastitve ne more priti, tako da usklajujemo in računamo, da bomo v letošnjem letu prišli do sporazuma z državo in potem tudi v naslednjem mandatu to cesto posanirali, ker je prava sramota in pa tudi nevarna je za celotni promet. Tudi telovadnica v Izlakih, obnova nas čaka, ker je nujno potrebna. Zagorje pa vemo, da je vedno zgodba, da je Švagan odgovoren za Medijske Toplice. Jaz obžalujem, da lastnik ima takšen odnos, kot ga ima. Seveda zagovarja, da ga je uničila korona, ukrajinska ruska vojna, ker kdo pa sem jaz tisti, ki bi komentiral, kaj, kako, na kakšen način. Seveda so Medijske Toplice sramota. Mi ne moremo poseči v Medijske Toplice, ker je ustavno, vemo, kaj pomeni lastnina. Je ta vhod res sramoten za našo občino, po vseh hvalah, ki jih
dajemo v javnosti in pa v evropskem prostoru. Občina nikoli ni bila lastnik ali pa tisti, ki bi lahko razpolagali s to nepremičnino, lahko bi odkupili, ampak na koncu bi potrebovali o milijonih, če govorimo o rušenju, o izdelavi projektov. Seveda pa čaka nas, nazvedli smo natečaj, da vzpostavimo bazen Selo, kot je bilo v preteklosti. Vemo, kakšen je bil bazen v preteklosti, da ni izpolnjeval pogoje. In tudi takrat, ko so Medijske Toplice funkcionirale, je bil dogovor in smo zagotavljali brezplačne prevoze do Izlak s polovično ceno za občanke in občane občine Zagorje, dokazilom osebne izkaznice, ampak potem se je zgodba razvila, kot se je, tako da Zagorje potrebuje bazen, prva faza letni, potem zimski, torej dolgoročni projekt, kratkoročni pa sigurno letni bazen, tudi glede na vremenske pogoje. In vsako leto poslušam isto zgodbo, da je Švagan odgovoren za te stvari, ampak kot sem rekel, tisti, kdo razume, razume, kdo ne, pa pač izjavlja, kot izjavlja. In to so ti projekti, ki bodo nujno potrebni v naslednjem mandatu, in tudi ta bazen so projekti že v zaključni fazi, v smislu, da pridemo do konec letošnjega leta do projekta, gradbenega dovoljenja, do OPPN-ja in upam, da bo občinski svet drugo leto končno zakopal. Ko vas poslušamo o načrtih, je jasno, da se boste jeseni pojavili na volitvah, kaj ne? Glejte, ni to tisto, držite mi tepo, se bom pripravljam se na občinski praznik, ki ga optimistično praznujemo. Imamo razloge za to občanke in občani občine Zagorje ob Savi in kot sem tudi stranki obljubil po tehtnih pogovorih, ki jih imamo, stranki občank in občanov, stranke Zagorje gre naprej, da se sestanemo po občinskem prazniku in da tudi jaz povem svojo odločitev. Imamo pa tudi v zadnji kader, ki lahko v vsakem trenutku prevzame tudi občino Zagorje ob Savi in pustimo čas v čas. Še enkrat pravim, ne potrebujem nobenega trepljanja, daj še, ampak na koncu se mora Matjaž Švagan odločiti v krogu svojih najbližjih, v domačem okolju, kako na kakšen način se odločiti o nadaljnji poti, seveda pa občino imam rad in bom imel in vedno bom ostal zvest tudi v prihodnje. Najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam in srečno praznovanje Zagorska dolina in vsi vabljeni vsak dan, predvsem pa v občinskem prazniku v občino Zagorje ob Savi.